Pozdravljeni. V sezoni 2024 bomo lahko gledali iste voznike, ki bodo zaključili sezono 2023. Nekaj, kar se v Formuli 1 še ni zgodilo. Med jutranjim prebiranjem novic iz sveta Formule 1 sem naletel na zanimiv podatek. Vkolikor pri ekipi Williams podaljšajo pogodbo Loganu Sargentu, ne bo nobene razlike med štartnim razporedom, ki bo končal sezono 2023 in tistim, ki ga bomo videli na začetku sezone 2024. Praktično ne bo nobenih sprememb in če smo iskreni, edine vozniške spremembe smo videli pri ekipi Alfa Tauri, kjer so Nika De Vrija odpustili, vpoklicali Daniela Ricciarda, ki ga sedaj menja Liam Lawson, ampak za naslednjo sezono je potrjen Daniel Ricciardo, ki bo po predvidevanjih to sezono tudi končal. In vem, marsikdo izmed vas meni, da Logan Sargent si ne zasluži še ene sezone. Na njegovem mestu bi raje videli že prej citiranega Liama Lawsona, morda Felipija Drugoviča ali Mika Schumacherja. A po drugi strani velja poudariti, da Logan Sargent je produkt akademije Williams in v Logana je prav ekipa iz Grova vložila kar nekaj denarja v Formuli 3, v Formuli 2. In zato verjetno ga bomo videli tudi v naslednji sezoni, vkolikor bo dosegel neke otipljive rezultate še v preostalih 6 dirkah, ki jih bomo letos spremljali. A po drugi strani problem je globlji. V tisti zasedbi, ki jo danes spremljamo, lahko vidimo izjemno stare voznike in kar je po mojem mnenju še bistveno huje, povratnike. In tu s prstom ne kažem toliko na Fernanda Alonsa, ki še danes dokazuje, da si zasluži biti na štartnem razporedu. Ampak vidimo lahko, da med povratniki sta tudi Magnussen in Hülkenberg. Verjamem, marsikomu sta lahko simpatična, ampak po drugi strani, če ona dva zasedeta sedeža pri ekipi Haas, kaj pa še ostane onim mladim, ki bi se radi prebili v to kategorijo. Nihče se ne sprašuje, zakaj sedež pri danes znani ekipi Alfa Romeo F1 Team zaseda Zhu Guanyu. So njegovi rezultati res tako dobri, da upravičijo njegov obstanek in na primer Thea Pourchaira obsodijo na tisto vlogo testnega voznika. Po svojem o Theu Pourchairu smo slišali kar nekaj hvalnic, čeprav vam priznam, ko spremljam dirke Formule 2, je Theo Pourchaire eno izmed največjih razočaranj. Ne po rezultatih, kajti Theo je do tega trenutka vodilni, ampak po njegovi viziji dirke, po njegovi psihološki stabilnosti, ki ne sodi v svet Formule 1. A gre za moje subjektivno mnenje. Po drugi strani lahko vidimo, da marsikdaj se zgodi pravzaprav izbira voznika bolj na podlagi tistega, kar pravijo množični mediji, kot na podlagi nekih vozniških kvalitet. Lep primer je že prej citirani Nick De Vries, o katerem po dirki za veliko nagrado Italije v sezoni 2022 so mnogi mediji pisali le in edino dobro. Tako prepričljivi so bili, da Helmut Marko ga je hotel zase. A Nick De Vries, kot sem že mnogokrat poudaril, pravzaprav je voznik, ki je bil v akademiji tovarniške ekipe Mercedesa. In pri Mercedesu niso imeli nič proti, da je odšel k njihovim direktnim nasprotnikom. Verjetno so vedeli nekaj, kar mi ne. In ko so pri Red Bullu, pomišljaj skuderije Alfa Tauri, spoznali svojo napako, so vpoklicali
zopet povratnika, Daniela Ricciarda, ki je ostal brez sedeža pri ekipi McLaren. Lahko bi dejali podobna zgodba kot že pri prej citiranih Magnusenu in Hülkenbergu. Torej, Formula 1 v tem trenutku ni prostor za mlajše voznike. Edina svetla izjema v našem primeru je seveda Oscar Piastri, ki je po mojem osebnem videnju fenomen. Zmagal je v prvi sezoni prvenstvo Formule 4, Formule 3, Formule 2 in vseeno je moral leto pauzirati. Podobno kot Felipe Drugovič, čeprav Drugovič ni na takem nivoju kot Piastri. A sedaj se lahko začnemo spraševati, kakšno vizijo imajo razne ekipe pri mlajših generacijah. Bodo še kdaj ponovili napako Ferrari Driver Academija, ki je podpiral Mika Schumacherja? O njem smo slišali fenomenalne zgodbe, ki se pa na to v resnici niso prelevile v neke konkretne rezultate. In seveda o tem, da Mik Schumacher je dober voznik, ampak ne izjemen, smo na kanalu govorili že mnogokrat. Podobna zgodba kot Lance Stroll. Seveda, njegov oče Lawrence je lastnik ekipe Aston Martin in to mu pomaga ohraniti sedež. Ampak Lance Stroll je le dober voznik in še zdaleč ni na nivoju tistega, kar kaže Fernando Alonso. In težava je v tem, da pravzaprav nove generacije ne kažejo tistega potenciala, da bi lahko zamenjali te veterane, ki jih spremljamo. Še več, nekdo, ki je izgubil sedež, dobiva nove in nove možnosti. Ne zato, ker bi bil nekomu tako simpatičen, ampak enostavno, ker mlajši niso sposobni zapolniti te vrzeli. Danes, med drugim, sem naletel še na bolj zanimivo zgodbo. Namreč med tistimi, ki so baje oddali prošnjo za postati 11. ekipa v svetovnem prvenstvu Formule 1, je bil tudi roden iz Nove Zelandije. In govorili so o tem, kako bi sedež dali Jamie Chadwick. In Jamie Chadwick je znana voznica, ki je zmagala vsa prvenstva tako imenovane Formule W, tiste serije namenjene samo predstavnicam ženskega spola. In seveda o njej se je govorilo samo v presežkih. A zanimivo je, da letos je tekmovala v tisti drugi kategoriji serije IndyCar, Indy NXT. In tam zasedla fenomenalno 14. mesto na koncu. In ne, na razpolago ni imela slabšega bolida, slabše ekipe, kajti tekmovala je z ekipo Andretti. Torej, na eni strani imamo medije, ki dobesedno povzdigujejo določene voznike, določene voznice, po drugi strani nam rezultati kažejo, da verjetno niso tako bleščeči. In to po svoje je le voda na mlin veteranom, ki morda niso tako hitri, kot bi si marsikdo pričakoval, ampak še zmeraj boljši od tistih novincev, ki bi si želeli priti v Formulo 1. In to je velik problem, ki ga lahko spremljamo v svetu motošporta. Namreč ne daje se toliko prednosti talentu, kot se jo daje grobi popularnosti. Namreč bolj važno je imeti sledilce na družbenih medijih, kot pokazati prave rezultate na sami progi. In sam, konec koncev, želim, da bi si Logan Sargent zaslužil podaljšanje pogodbe z ekipo Williams. Namreč tudi že prej citirani Mick Schumacher je dobil na razpolago 2 sezoni, da se dokaže. Ukolikor bi ga pri ekipi Williams zamenjal prav Schumacher, bi imeli zopet povratnika. In če je nekdo povratnik, če je izgubil sedež, v mojih očeh pomeni le eno. To, da svoje prve ekipe ni prepričal. In če
To ni dovoljšen dokaz, da je treba dati priložnost komu drugemu, ne vem, kaj je. A danes, kot smo videli, je praktično v formuli 1 prisotno mišljenje, da pravzaprav tvegati z novimi imeni, z mladimi vozniki se ne izplača. Ampak prej ali slej bo starejših zmanjkalo. A takrat bomo seveda gledali drugačne zgodbe. Za danes, kot ste razumeli, je pa to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.